Pa me zanima vaše mnenje, če poznate vsej predlog zakona oziroma kaj si mislite o tem? Veste kako, malo poslušam na tekoče, pa ne vem, kaj se sploh dogaja sam, ne vem, ta opozicija je proti tega zakona, zato što v Sloveniji ogromno je katolikov, ogromno je pa drugih nacij. Naprimer, jaz sem pravoslavci, Srb, vsak ima pravico do svoje vere in ako ni denarja za veru, mislim, za te župnike, se nič ne dogaja. Kakšno je vajno mnenje, no, me zanima? Ja, da ga morajo sprejeti. Zakaj pa? Ker s tem se bo ustalil, mislim, položaj skupnosti, čeprav pravijo, da ne bi se s tem sam višala neka podpora rimokatoliški cerkvi. Ampak mislim, da to ne, ampak bo za vse enako, da se ustali nek zakon, ne za vse verske skupnosti. Tako. A pa znaš recimo razložiti ta zakon oziroma kaj je sploh vsebina tega zakona? Ja, v bistvu, da se dorečejo pravice pa zahteve, mislim, omeji pa to financiranje, pa vse to, da se bo skladilo na ta način. No. Jaz tem precej rekla vroče krvi ob tem, ampak naenkrat uredijo tako, da bo prav za vse. Veste, to je že ena taka, rekla, pravica ali pa, da to se drugod niti ne pogovarja tako, kot se že pri nam, ne. No, ampak kot pripadnik določene vere, pravoslavne vere, kako se vam zdi, da bi bilo treba urediti vaš status, položaj te verske skupnosti? Vse verske skupnosti, da vsak ima pravico do svoje vere. Dobro, mi imamo pravoslavci oran cerkvu, imamo župnike, imamo urejeno. Pa ne vem, tudi to gledimo tega financira, to, kaj dobiva zdaj cerkev denar, pa to nazaj se mi zdi tako malo, da izgublja to svojo, ni več toliko versko, že v bistvu kakor neka finančna institucija že vrtuje. Ne vem, no, mogoče bi mogli to raje komu drugemu dati, ker cerkev že tako, se mi zdi, že ima dosti. To je pač moje mnenje, no. Jaz sem svojo vero tle izredno zadovoljen. Oče 3 čerke, imam 3 zetova, 2 so katolike, znači Slovenca, en je Makedonc, pravoslavac in nobene probleme. Se razumejo med sabo čisto? Enkrat.